Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o kandidi in o zakisanosti telesa in o tem, zakaj si ne upamo stopati po svoji poti. V glavnem vse je povezano s popkovno čakro. No, zdaj pa kje je popkovna čakra? Seveda popek. Popkovna čakra je povezana z energijo tudi mame, povezana z ženskimi prednicami. In na zadnji strani hrbta imamo zadnjo popkovno čakro, kjer so pa zapisi preteklih življenj. Ko si mogoče nismo upali, ko mogoče smo obtičali v neki zadevi, kjer nas je bremenila, ki nam je pobrala vso moč, kar nas je vse skupaj jezil. In vsi tisti, ki imate problem s pritiskom, imate težave z zadnjo popkovno čakro. V glavnem, ta znanja so iz knjige, ko imajo čakre žur. In začetek poglavja oziroma tega, kar vam bom danes govorila, je bolezni so doma v črevesju. Ne bom vam vsega razložila, kar se tiče črevesja, ker je tega ogromno, ker v bistvu naša prebava pove veliko o nas, ampak govorila bom pa o kandidi. Ker glejte, kandida je pa kandidiaza, bolezen, ki kaže na to, da smo tako močno zakisani, da je naše telo tako močno opustošeno, da je primerno za odpis, da enostavno nima več pretoka življenjske energije, da se ne spirajo strupi iz telesa, da limfa ne deluje. Dejansko zakisano telo je podlaga za vse ostale bolezni. In seveda, kako pridemo do kandide? No, jaz vam najlažje razložim skozi mojo zgodbo. Glede na to, da kakorkoli, jaz res, da prodajam vitamine zdaj že 32 let. Bi človek rekel, pa imaš pri roki vitamini, kako je to možno, da pridelaš kandido? Ja, kandida, vzrok zanjo tiči v čustvih. Se pravi, vitamini ne morejo zbrisati vseh čustev. Vitamini ne morejo namesto nas narediti neke premike naprej. Vitamini nas lahko podprejo, seveda, da dalj časa zdržimo v neki nezdravi okoliščini, ampak ko se naša duša odloči, da mora narediti korak naprej, nas bo prisilila na tak ali drugačen način. In mnogi se učimo skozi to, da pridemo do neke točke, ko smo popolnoma brez energije, na tleh, ko enostavno rečemo, ne zmorem. No in takrat, ko si popolnoma na tleh, nižje ne moreš. Se pravi, lahko samo še vstaneš in greš naprej. No in ta moja kandida leta nazaj je kazala na to, da sem čustveno izžeta, da premalo naredim za sebe oziroma nič, da se razdajam, da naredim vse za druge, nase pa pozabljam oziroma, ko se spomnim na svoje potrebe, nimam več energije, da bi zase poskrbela in vse skupaj me tako močno jezi, da enostavno ne zmorem več. No in potem, ko sem imela to hudo kandidiazo, in prej sem razumela, kaj se mi sploh dogaja, imela sem vrtoglavice, občutek sem imela, da sem ob najmanjši malenkosti sem lahko jokala, imela sem slab zadah iz ust, slabo prebavo, enkrat prehitro, enkrat prepočasno, napihnjena sem bila, občutek sem imela, da mi vse škoduje, enostavno, ja, tisto, kar mi je škodovalo, so bila moja čustva. No, in potem, ko sem začela, naletela sem na en članek, po moje Sanje Lončar, sem rekla, to sem jaz, točno to, naredila sem test, slina se je potopila v kozarcu zjutraj, pač sami naredite test, saj poznate ta testa, ne? Vzamete zjutraj kozarec vode, prvo slino, ki jo imaš v ustih, jo izpluneš v ta kozarec vode in počakaš 10-15 minut. In če se potopi slina, da nastanejo kot neke lovke, pomeni, da je tvoje telo zakisano. No, in potem sem res začela delati korake za sebe. Prva stvar je bila, spremenila sem prehrano, dala sem stran vso belo moko, se pravi tudi ves gluten. Začela sem več uživati zelenjave, sadje sem skoraj čist dala takrat stran, ker tudi sadje pač vsebuje sladkor in sem na ta račun toliko več zelenjave pojedla.
in začela sem delati drobne korake za sebe. No in te drobne korake za sebe so bili povezani s tem, da sem začela zjutraj telovaditi, da sem začela več piti, da sem zmanjšala kavo, da sem začela hoditi več v naravo, da sem sebe sprehodila in da sem si vsake toliko časa vzela čas za sebe, da sem se nadihala zraka. Ker Kandida je povezana s tem, da nas vse okolje nas tako močno duši, da nam zmanjkuje kisika na celični ravni. No, zdaj, če pogledamo znaki, ki kažejo na razbohoteno kandido in na zakisanost telesa, ko imajo čakre žur. Mrzle roke, noge, vnetje sklepov, putika, težave s kožo, luskavica, pordela koža, koža, ki poka, boleče menstruacije, predmenstrualni sindrom, vnetja ledvic, sečil, povečanje celulita, slab zadah iz ust, glavoboli, vrtoglavica, slaba koncentracija, popuščanje libida, pri moških povečana prostata, nezmožnost hujšanja, slab imunski sistem. No, in v glavnem, prvi podzavestni program, ki je povezan s Kandido, je za vse sem sama. No, in tukaj imate podzavestne prepričanje na strani 197. Strah me je resnice, strah me je sprememb. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Se pravi, sem zasvojena s tem, da se počutim kot žrtev. A veste, kako veste, da imate ta program? Če je vaša mama bila zmerom tako, za vse sem sama, pač tako opaziš pri njej, da želi biti žrtev, verjemite mi, da imate isti program tudi vi. Zakaj? Zato, ker se to prenaša preko popkovine. In popkovina, to je mama, ne? Se pravi, če pogledate svojo mamo, kakšne programe ima, lahko veste, da imate vse tiste programe tudi sami. Tako da čist preprosta, ne svetogledal. No, recimo zdaj, če pogledamo še popkovna čakra. Strah me je kritike, strah me je življenja, življenje je težko, vedno mi vse spodleti. Strah me je neuspeha, strah me je sramote. Se pravi, boljš, da v življenju ne naredim nič, kot pa, da me nekdo kritizira. In dejstvo je, gledajte, za dobrim konjem se vedno kadi, vedno bo nekdo, ki mu ne boste všeč, pač je nemogoč, da bomo vsem všeč. Je nemogoč. Nekdo, ki ima sam sabo težave, se spotakne ob nas in gledajte, če se nekdo spotakne, to ni moj problem, pač tukaj govorim, spotakne ob nas. Če se nekdo spotakne in da je potreben pomoči, mu pomagaš, da se razumemo. Ampak, če nekdo se spotakne ob to, kdo ti si, kako zgledaš, kaj govoriš, kako govoriš, to ni tvoj problem. Zavedati se moramo, da vsi kažemo, ko govorimo o drugi osebi, 2 prsta oziroma en kaže tja, en gor, ampak 3 kažejo nazaj. In kakorkoli ljudje skozi kritiko drugih opisujemo sebe. Vedno. Potem gledajte, povezano z popkovno čakro, s Kandido, strah me je prihodnosti, vsi strahovi, se veste, kad je nekaj strah, te stisne v želodcu. Strahovi, da ti tebi ne bo uspel, da otrokom ne bo uspel, da možu ne bo uspel, da zakon spodleti, da te okolica sodi. Pač tega imamo to, da je to nekaj. Nasplošno tudi prepričanja, kakšni so ljudje. Sicer to je korenska čakra, nasplošno vsi ljudje so barabe, vsi ljudje so taki, to je korenska čakra, ampak vseeno, če je program mame, ki je povezan s kritiko do ljudi okrog vas ali pa okrog sebe, pomeni, da imate skoraj sigurno ta isti program tudi vi. No, zdaj pa pojmo na rešitve. Kako boste se rešili Kandide? Se pravi, Kandida nas uči najpomembnejše lekcije na svetu, uči nas ljubezni do sebe. In v glavnem, ljubezen do sebe se odraža čisto pri vsem. To, da se naspimo, to, da pijemo, to, da jemo,
to, da nahranimo svoje telo s hrano, ki nas podpira, to, da ljudem, ki nas ne podpirajo, rečemo ne, to, da postavljamo meje, to je povezano z ljubeznijo do sebe. To, da si vzamemo kakšno minuto v dnevu za sebe, samo zato, ker se imamo radi. To, da poskrbiš za sebe, za svoje dobro počutje. Ta gospa je pokojna, ampak se spomnim, ko je večkrat k meni prišla in sem ji rekla, veš kaj, zdaj bi bil pa čas, da začneš graditi ljubezen do sebe. In ta ljubezen do sebe, dam ti domačo nalogo. Za začetek, daj si gor eno živahno rutko, ne vem, bil je jesenski, zimski, pomladni čas. Daj si gor eno rutko, pač vedno nosiš ti otopele barve, obleke, najbolj živahna barva je temno rjava, pač daj si nekaj eno barvo gor. In je prišla naslednjič k meni in se smeji rekla, a veš, da sem sebi nekaj kupila? In sem rekla, res, kaj pa? In potegne ven rutko, ki je bila temno-oranžne barve. Bil je napredek. In potem leta kasneje se je srečala in leta kasneje je že dala kaj bolj živahnega na sebe. Ampak okej, leta, življenjske lekcije. Ne bom vam razlagala, zakaj je umrla, ampak njena duša se je odločila za potovanje naprej. In to, a veste, to so karmične zadeve. Jaz nisem tukaj, da z vitamini lahko rešim vsakega. Ko ima nekdo lekcijo dopolnjeno, ima dopolnjeno. In vemo, da mi s svojimi odločitvami lahko vzamemo bližnjico, uberemo bližnjico proti grobu. Se pravi, če bom jaz s svojimi odločitvami, da prvo vztrajamo v odnosih, ki me dušijo, če bom vztrajala v raznih razvadah ali pa zasvojenostih, ki me bremenijo, bom sigurno imela bližnjico do groba. Lahko si pa podaljšam življenje, ker izbiram zdrave odnose, zdravo hrano, zdravo pijačo, se pravi, ker izbiram tisto, kar me podpira. Pač, to je moja odločitev in verjemite mi, da enake odločitve v življenju lahko delate tudi vi. No in zdaj, če pogledamo naprej, kako si pomagati, da se uravnovesi delovanje popkovne čakre. Za začetek dajte gor neko barvo drugačno od temne, se pravi rumena, zelena, oranžna, svetlo rdeče, bele, modre odtenke. Popkovna čakra vpliva na črpanje energije iz spodnjih delov telesa v zgornji del. Se pravi, vse, kar pomaga pri tem, da dihamo, da aktiviramo prepono, o tem sem vam že govorila, pomaga tudi pri tem črpanju energije navzgor. In seveda zdravilna molitev dekodiranja. Ker ko delamo zdravilno molitev dekodiranja, vdihnemo globoko skozi nos in nekatere meditacije, ki pač jih dobite na tem portalu, kjer imamo objavljene meditacije, so tako, da stisnemo presredek, povlečeš energijo po hrbtenici navzgor do vrha glave in v bistvu s tem aktiviraš hrbtenično tekočino, ki po naravni poti 2-krat na dan spere možgane. Če pa mi globoko vdihnemo in si predstavljamo, da srkamo energijo po hrbtenici navzgor do epifize, dejansko pospešimo ta pretok hrbtenične tekočine in s tem, ko pospešimo pretok te tekočine, vpliva ta tekočina na droben kristalček, ki je v epifizi, aktivira ta kristalček zelo tehnično in se poveča, aktivira moč naše kronske čakre in sprejemanja, intuicije, vodstva svoje duše, tudi preko sanj dobivamo nekaj sporočila. V glavnem, veliko lažje smo v stiku potem s svojim dušnim namenom, svojo dušo, z vodstvom od zgoraj, sporočili Boga nenazadnje. V glavnem, dejansko lažje smo v stiku z resnico. No in zdaj, če pogledam tukaj sem napisala, ker se imam rada in se cenim, pijem dovolj tekočine, ker se imam rada in se cenim, jem zdravo hrano ter poskrbim za redne obroke in ker se imam rada in se cenim, grem pravočasno v posteljo in si dovolim, da se naspim. Ker se imam rada in se cenim, se vsak dan gibam
In ker se imam rada in se cenim, izbiram tiste odnose, ki me podpirajo in mi večajo energijo. Ker se imam rada in se cenim, prav tako dovoljujem, da vse, kar je toksičnega, odide iz mojega življenja. Dovoljujem si, da moje življenje napolnjuje ta radost in hvaležnost po lastni izbiri, ker sem jaz gospodarica svojega življenja. In afirmacije, ki podprejo moč popkovne čakre. Popolnoma zaupam svoji intuiciji. Od drugih ljudi sprejemam le tisto, kar je dobro za mojo rast. Dovoljujem si reči ne, ko je čas za to. Dovoljujem si glasno in jasno izraziti, kaj občutim. Dovoljujem si biti resnična. Dovoljujem si biti jaz. No, in ko nisem jaz, telo zakisamo. No, še ena stvar, kar je pomembna pri zakisanosti telesa. Če imate zakisano telo, greste na morje, se sončite, ker vemo, da sonce pospeši razstrupljanje. Greste v morsko vodo in vemo, da slana voda pospeši razstrupljanje telesa. Se zgodi to, da potem po možnosti se še namažete s kremo proti sončnim opeklinam, pa ste tam in dobite koprivnico. Kaj vam sporoča vaše telo? Govori vam, da imate tako zakisano telo, da pač telo je uporabilo kožo za reševanje vaših težav. Se pravi, v takem primeru rabite velike količine kalcija in magnezija, saj 1000 mg kalcija in 500 mg magnezija. Naj vam povem, da takrat, ko sem jaz imela težave s kandido, sem pojedla kalmaga na dan tudi po 9. Sploh takrat, ko se mi je sprostila tukaj na dekolteju koprivnica, v glavnem, so se stvari uredile. Delati korake za sebe. No, naprej. Čas je, da moj svet napolni mir. Dovoljujem si občutiti mir. Zaupam v Božje vodstvo. Čas je, da sebe postavim na prvo mesto. Verjamem, da me življenje podpira. Pripravljena sem se spremeniti. Dovoljujem si občutiti svoja najgloblja čustva. Pripravljena sem na rast in razcvet. Zavedam se, da imam v sebi božansko moč. To je iz knjige Ko imajo čakre žur. Zdaj pa gremo na sporočila, da vidimo prehod v novo dobo, stvarnik, stvarstvo, vodniki. Za tole dušico, ki posluša tale video že toliko časa, kaj ji je namenjeno, kaj je tisto, kar je prav, da sliši, da ozavesti, kaj ji sporočate, kaj je tisto, kar je zanjo ta trenutek pomembno za njeno rast, za duhovni razvoj, njene najvišje dobro. Za začetek si vzemi nekaj časa za sebe. Oddih. Brez slabe vesti si lahko vzameš čas samo za sebe. Samo zato, ker se imaš rada in se ceniš. Ja, nehaj tekati okrog za vse, kot kokoška brez glave. Umir se in naredi kakšno stvar za sebe. Prav je, da si vzameš čas samo zase. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraš vrata novemu, dobrodošlo in s hvaležnostjo to tudi sprejmi. In potem je čas za veselje, za radostno energijo. Veseliš se lahko vsakega novega dne. Dovoljuj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. Skok v morje, narediti nekaj, kar te veseli. Dovoljuj, da ti duša poje. Vsak dan opaziš lahko 1000 radosti, ki razveseljujejo tvojo dušo. Veselje do življenja je čustvena naravnanost. Kako so ptice vesele novega dne? Kako se dojenček že zjutraj veseli? Kaj pa ti? Si že zjutraj vesela, ker si živa? Si vesela, ker imaš streho nad glavo, ker imaš kaj za obleči in ker je poskrbljeno za tvoje osnovne potrebe? Ja, ampak imam toliko dela. Ja, vem, samo to je čustvena naravnanost. Vsi imamo delo, vsi imamo težave, ga ni človeka. Ampak tvoja čustvena naravnanost je, a imaš od spredaj plus ali pa imaš minus. In tvoja čustvena naravnanost je odvisna od tega, kaj privlačiš v svoje življenje. Če imaš minus spredaj, boš dobivala nova in nova polena in nove ovire,
zato da boš enkrat prišla do točke, da boš rekla, pa halo, nekaj moram spremeniti. Razmišljanje. No in naslednja je božanska podpora. Podpirajo te vse svetle sile, ker ti, ki tole poslušaš, si ljubljeni otrok stvarstva. 49 karta. Štirica je drugače povezana po numerologiji, v samoti boš najdla rešitve. Ampak po angelskih številih je pa štirica povezana z angelsko podporo, s sporočilom, da so angeli tukaj, da te podpirajo, da ti želijo pokazati pot naprej, da je vse v redu, samo zaupati moraš. Če gledam po drugih kartah, štirica pomeni ali pa nasplošno štirica pomeni 4 temelji, da stojiš da imaš trdne temelje, da lahko na tem gradiš naprej. No, v glavnem, prav ta trenutek te podpirajo vse svetle sile. Dovoljuj, da pomoč pride v tvoje življenje preko ljudi, dogodkov in naključij. Ko prosiš za pomoč, jo tudi dobivaš. Vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebuješ. No, vesolje in ljudje naj vedo, kaj potrebuješ. Gremo naprej, zdaj pa da vidimo. Tale tvoj oddih, pa veselje, pa božanska podpora. Stvarnik za tole dušico, kaj je še prav, da ozavesti. Beseda gre ljubezen do sebe. Vse skupaj je povezan s tem, koliko se imaš dejansko rada, koliko sprejemaš svoje telo, koliko sprejemaš sebe, svoje talente, koliko se primerjaš z drugimi. Dejansko je povezan s tem, kako gledaš na sebe in kako vidiš sebe, doživljanje sebe. Spet je povezan z ledeno samo, ko se reka štirica, je povezan s tem, v samoti najdeš rešitve. In ko si v samoti, takrat, ko si vzameš čas samo za sebe, se bo začelo dogajati, da se bo začelo okrog tebe topiti to klep, ker ga ne potrebuješ več, ker noter si mehka, noter si duša z potencialom. In očitno je čas, da se prebudiš. No, zanimiv. Ustvarjalec in potrpljenje. Ta, ki ustvarja skozi solarni pleksus, vidite? Ta, ki drži takole roke in ustvarja. Ker ima moč v sebi. Ker se lahko zamisli to, kam ga pelje življenje, kako bo videti vse, kako pač ustvarjalec. In zaupaj. To, kar ustvarjaš, rabi svoj čas, da zraste, tako kot vsaka nosečnost potrebuje svoj čas, da zraste, tako kot vsako seme rabi svoj čas, da obrodi, pač tako potrebuje tudi tvoja zavest, da naredi neko transformacijo. Ti potrebuješ ta čas, ampak vzem si ga za sebe. Tako kot ženska, ki pričakuje dojenčka, ki potem gnezdi na koncu in čaka na tega dojenčka, ko že vse postori, ampak moraš še počakati, da je dojenček pripravljen, da lahko živi, da lahko gre naprej. No, ravno tako je primerno potrebno za tebe. Zaupanje je prišla karta ven, zaupaj, da življenje te bo popeljalo naprej. Mogoče pomisli, kaj te veže. Tukaj so kače, tukaj so verige, tukaj je človek, spodaj na karti piše upornik. Se pravi, nekdo, ki enostavno ve, da mora narediti neke spremembe. Tukaj gori je orel, ki ga hoče kljuvati. In ta tretja karta je prišla prijateljstvo. Ti imaš svojo vizijo in je prav, da imaš svojo vizijo. In ko deluješ skozi svojo vizijo, začetek ljubezen do sebe, nič drugega. Ne rabiš imeti niti vizije, kje boš, ko boš, ne vem kaj. Največkrat se pokaže naš talent, naše poslanstvo, ko gremo skozi temno noč duše. Se pravi, ko se zabubimo v tisti kokon in razpada svet okrog nas, in potem se pokaže naša moč in se pokaže naš talent, to, s čimer bomo največ prispevali svetu. Največkrat se pokaže, takrat, ko gremo skozi to, da staro umre,
da se lahko rodi novo. No, zdaj pa da vidimo še naprej. Nekaj te močno zadržuje. Nekaj te močno zadržuje. In to, kar te močno zadržuje, je povezano s podzavestjo, je povezano z nekimi vzorci, je povezano lahko s prekletstvom družine, je lahko povezano z lahko celo črno magijo na koncu koncev. Ampak v glavnem, najdla boš rešitve, da boš lahko šla naprej. Zaupaj, da svetle sile, ker ti si ljubljeni otrok stvarstva, so vedno močnejše. Ne delati nekih strašnih korakov. Za začetek začni delati drobne korake in poskrbi, da boš počistila svoje podzavestna prepričanja, da boš zgladila poti, da boš stvari uredila. Ne rabiš delati nekih potrpljenje. A je prišla tukaj nosečnost? Glejte, počasi delaj korake, premišljeno, ne na vrat na nos, ampak delaj jih za sebe. No, ker potem naprej je pa prišlo. Cesarica, ženska, ki živi obilje, ki rodi obilje, ki žanje, ki pobira. Prišla je ženska, ki živi v kraljestvu obilja in pred tabo so nove ideje, nove strastne zadeve. Vse se bo razvijalo, ampak počasi. Za začetek mogoče začni čistiti svoja podzavestna prepričanja, za začetek začni mogoče delati korake, kar se tiče tvoje podzavesti in čiščenje tvojih strahov. In ko boš to naredila, boš videla, marsikaj se bo spremenil. Gre skozi mene. Če si v neki vezi, lahko poslovni ali zasebni, in imaš občutek, da res ta človek je temen. Verjemi mi, da ga točno takega človeka potrebuješ, oziroma to dušo potrebuješ. Zakaj? Zaradi tega, ker ti je v tolikih preteklih življenjih odvzel tvojo moč. In kaj se zdaj učiš? Da si v svoji moči. Zdaj se učiš, da si tukaj in da ne deluješ skozi žrtev, ampak deluješ skozi svojo moč. In da odpustiš za začetek. Ker vsak dela iz svoje stopnje zavedanja. Se pravi, nekdo, ki ima nizko stopnjo zavedanja, lahko dela samo iz tistega in iz ničesar več. Sprošča se ogromna energija, zdaj ko to govorim, tako da očitno je povezano to z resnico, tako da kar korajžno delaj korake za sebe. In jaz vem, da je mene podprlo vesolje, ko sem odpustila. Ko sva delali s Katarino Vidmar te karte, prva karta, pač veste, da so karte prehodu na vodovo nastale med vožnjo, v 1 uri sem jih posnela na diktafon. In prva karta je bila, potem kar je šlo skozi mene, odpuščanje. Potem, ko sva delali karte, je Katarina rekla, ne, prva je ljubezen. Ampak vam povem, da ljubezen pa odpuščanje, veste, jaz odpustim zato, ker sem v ljubezni. A je to tako? Se pravi, prvo odpuščanje. Ali pa prva ljubezen, pa potem odpuščanje. Ampak v glavnem, vedno je to druga plat istega kovanca. Odpuščanje. Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do osebe, ki me je prizadela, napolni moje srce. In to si ponavljate v nedogled, dokler ne občutite olajšanja. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. In s to besedo, s tem stavkom bom tudi zaključila. Tako da uživajte, dovoljujte, sprejemajte čudeže in ne nazadnje postanite vi čudež vašega življenja in boste vedeli, kaj vse se bo spremenilo okrog vas. Zato, ker vi boste postali sprememba, ki jo želite v svetu. To je rekel nekdo, ki je moder, in dejstvo je, da to je tisto, po čemer sem prepričana, da te kliče tvoja duša, da narediš neko spremembo, ne na globalni ravni, pri sebi.
tukaj se začne vse, pri sebi. Tako da uživaj, vse dobro ti želim. In tale posnetek, danes je nedelja popoldne, tako da želim ti lep dan in če gledaš kasneje ta video, je z namenom prišel do tebe zato, da začneš odpuščati, graditi ljubezen in boš videla, kako se bo v tvojem življenju vse spremenilo. Tako da uživaj.